Muzej Velenje ima kar nekaj enot, razporejenih tako v občini Šoštanj kot v občini Šmartno ob Paki. Največja in najbolj znana lokacija pa je grad Velenje. Ta je v svoji zgodovini pogosto menjal lastnike. Po drugi svetovni vojni so bila v njem stanovanja za rudarje in njihove družine. Konec 50. let prejšnjega stoletja pa je postal sedež Muzeja slovenskih premogovnikov. Letos bo minilo tudi 750 let od prve pisne omembe gradu, o katerem nam je več povedala direktorica muzeja Mojca Živart. Koliko je Velenjski grad dejansko star, je sicer nemogoče povsem natančno določiti, vendar lahko domnevamo, glede na to, da vemo, da je leta 1264 že obstajal trg Velenje, sklepamo, da je takrat tudi stal že Velenjski grad. Namreč lega trga Velenje je izrazito takšna, da lahko predvidevamo, da je nastal pod okriljem in zaščito grajske stavbe. Velenjski grad je bil prvič omenjen posredno pisno na enem dokumentu na listini, ki nosi datum 14. maj 1270. Ta dokument je nastal na gradu Kunšperk, na njej pa je kot priča zapisan Gundaker Velenjski, torej vemo, da gre za gospoda, ki je živel in delal v Velenju, ki je po vsej verjetnosti upravljal Velenjski grad. In prav v maju, oziroma takrat, ko bo grad spet odprt, bo ta listina, kopija, ki so jo pridobili z Dunaja, predstavljena javnosti. Sicer pa ima muzej na ogled kar nekaj zanimivih razstav. Konec lanskega leta so na novo postavili razstavo, ki pripoveduje novejšo zgodovino mesta, ki je nastalo iz majhnega podeželskega trga pod Velenjskim gradom. Velenje ima seveda eno zelo zanimivo zgodbo. Je najmlajše slovensko mesto, ki je bilo po drugi svetovni vojni načrtno zgrajeno in ga zaznamuje zelo zanimiva arhitektura tako imenovanega mednarodnega sloga oziroma sloga moderne. No in zgodbo tega mesta, za katerega tudi radi rečemo, da je zraslo na premogu in so ga v času, ko je nastajalo, ko se je razvijalo in raslo v mesto, imenovali čudež. Zakaj tako, kaj to pomeni, seveda izvedo obiskovalci, ki se ogledajo razstavo, ki smo jo tako tudi naslovili. Skratka, razstava nosi naslov Mesto, ki so mu rekli čudež. Čeprav seveda ni isto, kot če bi obiskali muzej, pa se da o razstavah marsikaj izvedeti tudi na njegovi spletni strani. Tudi o zgodbi kiparja, profesorja in pustolovca Františka Fojta, rojenega na Češkem, ki ga je življenje pripeljalo v Velenje. V muzeju je na ogled njegova zbirka predmetov, ki jih je zbral v 25 letih bivanja v Afriki in je edina takšna zbirka v Sloveniji. Morda omenim samo enega od tam razstavljenih eksponatov, ki je prav zagotovo nekaj posebnega. Gre za lutkovno gledališče, ki ga je František Fojt našel na svoji poti, ko je spoznaval življenje različnih afriških plemen in velja za pravo redkost v evropskih muzejih. Kot pravi direktorica muzeja Velenje Mojca Živart, obiskovalce navdušuje tudi tam predstavljena zgodba o mastodontih, daljnih sorodnikih današnjega slona, ki so po Šaleški dolini lomastili pred približno 3 milijoni let. No, v muzeju so zadnje tedne dejavni tudi na spletni strani in na Facebooku. Ena od njihovih spletnih rubrik je Iz depoja. Že prej so večkrat postavili na ogled stvari, ki jih imajo v depoju ali, kot pravi Mojca Živart, v srcu muzeja. Zdaj smo se pa odločili, da redno tedensko na našem Facebook profilu predstavimo en predmet iz depoja, ki ga izberemo, bom rekla, včasih tako, da je povezan s kakšnim aktualnim dogodkom, včasih čisto po presoji kustosa, ki oceni, da se mu zdi kakšen predmet, ki ga sreča, če smem temu tako reči, pri svojem trenutnem delu še posebej zanimiv. Recimo kot enega od predmetov v marcu smo objavili eno okrasno tablico, ki so jih delavke Gorenja
zgodnjih 80-ih prejšnjega stoletja dobile za darilo. Kar nekaj se jih je oglasilo, da jo še vedno takšno ali podobno hranijo doma, da se spomnijo, da so jih dobile njihove mame in podobno. Potem smo pred časom objavili eno tako šatulico, majhno škatlico narejeno. Zgodba te je še posebej zanimiva, ker je narejena bila iz filmov, ki so bili v bolnišnici Topolšica uporabljani za slikanje pljuč. In ja, veliko se jih je tudi oglasilo s tem, da so take škatlice imeli ali jih še imajo doma, da so jih izdelovali iz različnih razglednic in podobno. Skratka, ljudje z nami radi podelijo potem tudi svoje spomine na takšne ali podobne predmete, ki jih, kot mi rečemo, tu in tam z veseljem potegnemo iz depoja in pokažemo publiki. Za otroke je eden od virtualnih prispevkov, ki jih pripravlja Muzej Velenje, potovanje s časovnim strojem skozi zgodovino Šaleške doline. Iz svojih arhivov pa so obudili tudi filme, ki jih objavijo na svoji strani na Facebooku. Eden takih je tudi Basist in njegova zgodba. O ti preljuba družmerska vas, kam si potonala? Kje so naše bogate njive, ki so nam dajale kruh? Vse je šlo pod vodo. Ne bi verjel, da je štelo Družmirje, za številko samo ta okrog 112 hišnih številk. In vse te stavbe so porušene. Gre za res lep, po svoje tudi ganljiv film za pripoved o tem, kako je z obličja zemlje, če smem tako reči, izginila vas Družmirje. Na njo danes v Šaleški dolini spominja ime Družmirskega jezera, najglobljega od 3 obrezninskih jezer, ki so tukaj nastala zaradi posledic izkopavanja lignita. S temi tako imenovanimi potopljenimi vasmi Šaleške doline pa se v našem muzeju tudi sicer kar precej ukvarjamo. Pripravljamo razstave, pripravljamo publikacije, prispevke takšne in drugačne in s tem obujamo spomin na podobo, kakršno je Šaleška dolina imela včasih in seveda ohranjamo spomin na vse to, kar je konec koncev naša dolina tudi žrtvovala za to, da se naša država lahko oskrbuje s električno energijo. To Družmirsko jezero leži ob Šoštanju. Tudi moram reči, da prihaja večkrat do pomote. Ljudje ga imenujejo tudi Šoštansko jezero, čeprav uradno ime tega jezera je Družmirsko jezero. To ime so mu nadeli seveda predvsem zato, da se vendarle ohrani tudi spomin na naselje, ki je nekoč bilo tam. Danes pa razen spominov pravzaprav, ki so med ljudmi še živi in ki jih hranimo pri nas v muzeju, o tem kraju ni več sledu. Pa ni to edina vas v Šaleški dolini, ki je zavedno izginila.